Lep pozdrav, dragi moji. Ja, danes smo na lovu za divjo solato, bomo tako rekli. Veliko je tega, da solate poznamo samo kot endivijo, kot kristalko, kot radič. Med nami v naravi pa raste ogromno užitnih rastlin, ki so veliko bolj hranljive, bogatejše z vitamini, minerali, kot pa tista gojena solata v supermarketih, v trgovinah. No, in ko pomislimo na to našo divjo solato, pač med prvimi rastlinami je seveda regrat, to je ta prva rastlina, ki jo najraje vsi nabiramo, vendar obstaja, za divjo solato še ogromno drugih stvari. Nekaj vam jih bomo pa predstavili danes. No, in kot prvo med njimi, tole rastlino smo sicer že predstavljali v prejšnjih sezonah, bomo rekli. In tole je krompirjevka, reče se tudi smrdljivka in je v bistvu sorodnica regrata. Gozdni regrat, bomo rekli temu, no. Kot vidite, listi so zelo podobni navadnemu regratu, cvet je tudi zelo podoben navadnemu regratu, le da je ni tako, bom rekla, bogat, ni tako košat kot pri navadnem regratu. Krompirjevka oziroma smrdljivka raste takole ob gozdu, ob gozdnih poteh, v gozdu notri. Najraje ima take sončne lege in pa bolj bukove gozdove. Nabiramo jo lahko praktično skozi celo leto. Njeni listi, čeprav je ime smrdljivka, nima nobenega vonja in je tudi manj grenka kot regrat, zato jo lahko nabiramo celo leto. Je zelo bogata z železom, z vitaminom C, vitamin A, lahko jo kuhamo, najboljša pa je seveda, da jo uporabljamo kar svežo v solatah. No, in to je ena izmed prvih rastlin, katero bomo danes nabrali za našo solato, ker tako potrgamo liste, tako je najboljše, ker potem ostane korenina v zemlji in rastlina se razmnožuje dalje. Druga rastlina, katero lahko naberemo za našo divjo solato, so mrtve koprive. Ni važno, katero izberete, ali je to rumena, ali je bela, ali je tale škrlatna. Mrtve koprive zelo dobro spodbujajo našo prebavo, vsebujejo veliko grenčin in nekako tudi pomirajo naš želodec, torej blagodejno vplivajo na našo prebavo. Zelo dobre so tudi v kakšnih juhah, najboljše pa seveda so, da jih uživamo kar surove. Vidite, kako ima lepe cvetove. Tudi cvetove lahko pobiramo, so užitni, zelo lepi pa so kot dekoracija na krožniku. Naslednja rastlina, ki bo šla v našo divjo solato, je tudi grenkuljica. Grenkuljica se sicer v tradicionalnem zeliščarstvu uporablja predvsem pri težavah z dihali in sinusi, ampak je med ljudmi zelo poznana kot nekaka rastlina za solate, za razne juhe. Zelo dobro vpliva torej tudi na našo prebavo, pomaga pri čiščenju telesa, lahko jo nabirate samo liste, zelo dobra pa je takšnale, ki lepo cveti. Torej, grenkuljica. Ja, tudi če imaš, gre v našo divjo solato. Če imaš, prepoznamo po njegovih takih mehkih, gladkih listah, ima na tej strani sporedne žile in pa vedno iz zemlje poganja po en list, nikoli ne naredi takega stebla kot njemu podobne strupene rastline. Česen, če imaš, ima tudi tak
močan vonj in okus po česnu, zato bo zelo dobro pasal v našo solato. Blagodejno vpliva na naše telo, ga čisti, odstranjuje težke kovine iz našega telesa, vpliva dobro na naše dihala, na prebavila in pa nekako nas varuje te naše spomladanske utrujenosti. Ja, v našo solato bo prišla tudi dlakava penuša. To je rastlina, takšna bolj majhna, ampak na bogatih tleh lahko zraste zelo veliko in se kar precej širi kot kakšen plevel. V glavnem, dlakava penuša je taka podobna kreši. Ima rahlo pikanten okus, po hrenu, spominja malo na hren, zato bo zelo prijetnega okusa v naši solati, taka prijetna popestritev, takole cveti. Naberemo mlado rastlino, zato ker starejša, ko je, bolj razvije tisto grenčino in potem ni najbolj prijetnega okusa v solati. Dlakava penuša, tako kot nekako vse te rastline, spodbujajo prebavo, dobro vplivajo na naš želodec, črevesje. In kot sem rekla, ni samo kot plevel, ampak je tudi dobra v naši solati. Torej, dlakava penuša, poznamo jo večinoma kot plevel. Raste, lahko rečem, da skoraj na vseh vrtovih, travnikih, zdajle pa je glih njen čas, ko cveti, tako da jo boste zlahka prepoznali. V našo solato pa bomo dali tudi mlade rmanove liste. Poglejte, kako so lepi, zeleni, mehki in bolj, ko so mladi, manj imajo tistih grenčin, ampak zelo dobro vplivajo na naš želodec, so prijetnega okusa in zelo popestrijo solato. Kot vidite, v naravi raste ni da ni, lahko pojemo skoraj ni da ni rastlin in ne vidim razloga, zakaj bi še naprej kupovali velike količine solat v trgovinah, če pa nam zdajle pomlad praktično nas vabi in nam kaže, kaj lahko vse damo na krožnik. No, zdaj gremo pa solato sestaviti. Vse, kar smo nabrali, dobro pregledamo, če so kakšni rjavi listi ali pa poškodovani, lepo odstranimo. Malo umijemo našo divjo solato in si jo pripravimo čisto tako, da normalno, torej z prelivom, ki nam je všeč. Jaz sem se pa odločila, da bom naši solati dodala tudi, da bo malo bolj krepka, malo bolj močna, domačo kuhano ajdovo kašo. Lahko date ješprenj kuhan, lahko dodate sol, lahko dodate kuhano piro. V glavnem, kar vam je boljše, kar vam je všeč, s tem pač samo okrepite vašo jed, dlje vas bo nasitila. Še pravite, meska bo. V glavnem, našo solato takole ali na grobo ali na tanko nekoliko zrežemo. Lahko tudi natrgate na roke, kakor vam je ljubše. V glavnem, narezala sem čemaž, tisto, kar smo nabrali, krompirjevka, torej smrdljivka. In ima prav vonj po krompirju, zato tudi to ime. Ni grenka, kot smo že povedali, lahko jo nabirate skozi celo leto. Takole tudi grenkuljica, listi grejo zraven, cvetovi, takole. Nabrali smo tudi pljučnik, gre notri v našo solato, debelejše, večje liste. Takole mogoče zavijemo in narežemo. Debelo, pač to, kar vam je ljubše. In na koncu takle
dodamo še cvetove mrtve koprive. Zelo okusni so, rahlo sladkasti, pa še prijetnega za dekoracijo. Vmes, ko sem nabirala čemaž, sem nabrala tudi čemaževe popke, se že zdaj kažejo in jih lahko tudi takole vključite v solato ali pa jih kisate kot, ne vem, kisate korenje, papriko, v glavnem jih zakisate v domačem jabolčnem kisu. Tako, zdaj pa našo solato samo še prelijemo s prelivom. Jaz sem ga naredila pač ker mi smo v tem koncu, štajerski konec, ki je znan po svojem odličnem bučnem olju in sem izbrala domače bučno olje, kis, sol in pa malo popra. Samo prelijemo po solati, kolikor želimo. Tako. In uživamo. Pa dober tek!